3, 3, 3, 3, 3. Ne. Ne. Očitno sem danes poleg glave doma pozabil tudi nakupovalno vrečko. Še dobro, da imaš par tok eko vrečk. Izbirate lahko med biorazgradljivo nakupovalno torbo, biorazgradljivo vrečko iz koruznega škroba, trajno nakupovalno torbo iz reciklatov in papirnato vrečko. Jaz bom izbral kar trajno nakupovalno torbo iz reciklirane plastične embalaže, ker lahko z njo upravljam tudi vse nadaljne nakupe. Sadje in zelenjavo vedno kupujem v mrežastih vrečkah in nikoli v plastičnih. Plastične se hitro strgajo, poleg tega pa so uporabne samo 15-20 minut oziroma do trenutka, ko pridemo domov, ker pol itak vedno končajo v smeteh. Po drugi strani sem te mrežaste vrečke kupil že lani in od takrat naprej smo nerazdružljivi. Res, če se umažejo, jih enostavno vržem v pralni stroj. Poleg tega sadje in zelenjava v njih diha, zato jih ni treba takoj razlagati iz vrečk. Še boljše je to, da so izdelane iz poliestra, ki je nastal iz recikliranih plastenk in zato so izjemno trpežne, kar pomeni, da jih lahko uporabimo še za marsikaj drugega. Si za zajtrk zaželel borovnice z grškim jogurtom? Super! Borovnice oper kar v vrečki, da ne bodo letele po celem umivalniku. So se prijatelji napovedali na obisk, vi pa ne veste, kaj bi lahko počeli? Pantomima vedno užge. Listke z gesli lahko vržete kar direkt v vrečko. Imate težave z nespečnostjo in po noči težko zaspite? Vzemite mrežasto vrečko in jo napolnite s sivko. Ta blazinica bo najprej pregnala vse molje iz vaše spalnice, vas pa bo zazibala v spanec. Kaj še? Lahko bi jih uporabil kot modni dodatek. Dober, z ekopolicijo bi verjetno šlo, ampak modna bi me pa zagotovo zaprla. Imaš še ti kakšen predlog, kako bi še lahko uporabil te mrežaste vrečke? Če imaš kakšno idejo, jo nujno zapiši v komentar. Najboljše bodo nagrajene.